da bi spregovoril o mladinskem kempu. We are planning this every day. In zdaj to v tem času vsak dan planiramo. We are praying for that every day. In vsak dan molimo za to. We are preparing one nice experience with the youth generation. In pripravljamo eno dobro izkušnjo z mladino. All the information is in the website, the church website. Vse ostale informacije so na cerkveni spletni strani. The camp you run in 4, 5, 6 and 7. Kemp bo 4., 5., 6. in 7. avgusta Yes, Augusta. In Koper. v There. Kopru. Maybe we visit you in these days. Mogoče vas bomo obiskali v teh dneh. So we are planning this tomorrow. Tako da planiramo to We go for the place again. in jutri gremo spet na ta And we prostor pray kempa in preparation. in bomo molili za For the place. pripravo za ta prostor. Some people is already in Koper waiting Eni ljudje so že v Kopru in for this čakajo, prayer morning, tomorrow. zato so pripravljeni za to So molitveno we are srečanje praying in jutri. preparation for this moment with the youth generation. Ja, pač molimo skupaj za to, za ta kemp. And I invite you to lay out your hands now for pray for this camp. In vas prosim, da zdaj dvignete roke, da skupaj molimo za ta That's mladinski one way kemp. how we can support this. To je eden od načinov, kako lahko to And I podpiramo. also ask you to pray during these days, 4, 5, 6, and 7 of August, keeping prayer for these days. In ustrajate v molitvi še naprej za ta termin od 4. do 7. avgusta. Let's pray. Dajmo moliti. Father, we know, God, you are really interested in this generation. Oče, mi vemo, da si res zainteresiran za to mlado generacijo We want to bless these days. in želimo blagosloviti te We ask dneve. you for your presence, Holy Spirit, in these days In te prosimo za tvojo prisotnost, Sveti Duh, v teh to dneh, touch hearts. da se dotika njihovih src. Okay. Sunday in Nedelia, we have a special time of worship V nedeljo imamo poseben čas slavljenja Boga and seeking the Lord. in iskanja Boga. Hallelujah. If you're on holiday, then enjoy the beach Če greste na počitnice, potem Or the uživajte na mountains. obali ali v or hribih wherever you go away ali from home. kamorkoli že greš. But if you're home, come because it will be a holiday in the Lord's presence. Ampak če lahko prideš, si povabljen, ker bojo to počitnice v Božji prisotnosti. The Bible says that as we worship, that God's presence is released in the midst of us. Sveto pismo pravi, da ko častimo Boga, da je njegova prisotnost med nami. And on Sunday, I feel a desire to really seek God for what He has, not only for our nation, but for the world in this time period. In za nedeljo imam res željo, da iščemo Boga ne samo za to, kar ima za ta narod, ampak za cel svet v tem času. Yeah, hallelujah. So when we're worshiping, Ko ga častimo, if you want to walk up and down and pray in the Spirit, be free. tudi Be free, če okay? želite, se lahko sprehajate med vrstami in Hallelujah. molite v duhu, lahko ste svobodni. Whatever helps to open your heart to the King of the universe. Karkoli vam pomaga, da odprete svoje srce kralju vesolja. And God says, ask largely, In Bog pravi, prosite veliko, that your joy would be full. da bo vaša radost dopolnjena. Hallelujah. Lord, we ask that our nation of Slovenia will be changed and shaken for your glory. In Gospod, mi prosimo, da bo ta narod Slovenija spremenjen s tvojo slavo. Shaken. Oblikovan, Yeah. oblikovan, Shaken. pretresen s tvojo slavo. Shaken. Pretresen s Shaken. Not tvojo the same, slavo. Lord. Wake, Da ne bo wake več this nation tako, kot je up, bilo. Lord. Prebudi ta That narod, this nation would see your goodness da bo ta narod videl tvojo dobroto, and see that you died for them, da Lord. bojo videli, da si umrl za njih, We ask Gospod. that the eyes of the blind will be open. Prosimo, da so oči slepih odprte, Those who don't know you, God, that they'll come to know you. da te, ki te ne poznajo, da te bojo spoznali. Holy Spirit, we pray for a holy hunger, Sveti Duh, mi molimo za sveto lakoto, that people couldn't sleep at night because they'd say, I want to know God. I've got to know God deeper. da ljudje ne bojo mogli spati po noč, zato ker bojo si želeli spoznati Boga bolj. We ask for a fire to burn in our bones, God.
Prosimo za tvoj ogenj, da gori v naših The kosteh. fire Bog. of revival, Lord. Ogenj prebujenja. Gremo si pogledati v Malahijo. Ne vem, če ste brali kdaj Malahijo. A kdo že bral Malahijo? To je zadnja knjiga v Stari zavezi. Zadnja knjiga. In Bog me je vodil v Malahijo. Prejšnjič sem malo govoril o tem in danes bom nadaljeval, kako živeti v poslednjih časih. Jaz verjamem, da časi, kakršni imamo zdaj, še nikoli niso bili. Vedno je nekaj novega, vedno, ko prižgeš poročila, je nekaj novega. Lansko let so se celi kontinenti pod potresi premikali, pa so bile vojne, kakršnih še ni bilo, zdaj so virusi neki in sploh ne veš, kaj bo. Jaz par mesecev nazaj, vsakič, ko sem televizijo priklopil, ko sem gledal RTV dnevnik, sem najprej mislil, da gledam pogreb, ko so bili oni toliko resni na televiziji. In potem sem malo manj začel te pogrebe gledati, ker težko si ful dobre volje, če skozi pogrebi hodiš. Ker veliko ljudi pač ne umre in se imajo fajn in dobro se s takimi družiti. Amen. Dobro se je družiti z ljudmi, ki imajo vizijo v poslednjih časih. Amen. Malo večjo, kakor da bo vse samo še slabše. Dajmo si pogledati Malahija. Ne vam samo povem, to je čisto zadnji prerok v Stari zavezi. In Malahija pomeni Božji poslanec. Človek, ko govori v Božjem imenu. In Izrael je veliko stvari pričakoval. In ne vam povem, veliko stvari bomo zase lahko potegnili ven iz te knjige. Verjamem, da nam Bog hoče nekaj povedati iz tega. In minili je točno 100 let, odkar so šli ven iz Babilona. In podobno, kakor ne, če kaj spremljate fuzbol, ampak po 100 letih Celje spet prvak Slovenije. 100 let že obstajajo, jaz sem ful plosku, naš krščanski center v Šentjurju se je veselil, ker mi imamo krščanski center Šentjur in pol vse, ki so iz Celja, jim rečemo, da so doma iz Celja pri Šentjurju. Imamo glih obratno, pa nas je Šentjur center, Celje je predmestje. In nam je ful všeč, da so v predmestju postali prvaki po 100 letih obstoja fuzbalskega kluba. In naj vam povem, točno 100 let je minil, ko je Malahija vletel v Izrael in oni, ko so prišli ven iz Babilona, spomnite se Nehemija. Nehemija je dobil cash, je dobil dokumente, je dobil papirje, je dobil gradbeno dovoljenje, je dobil, da lahko spet pozidajo Jeruzalem. In wow, po tolikih stoletjih bo spet imel svoj tempelj, Jeruzalem bo spet njihov. In kaj se zgodi? Vse te obljube, kako bo Bog zdaj vladal čez njih, kako bo Božje kraljestvo na zemlji, se ne izpolnijo. In oni še vedno živijo tako z eno nogo v prosperiteti, z eno nogo ful v lakoti, z eno nogo in gre dober, z eno nogo se matrajo in pol si rečejo, ma kaj zdaj s tem Bogom? Mislim, ne splača se služiti Bogu in ful začnejo jamrati. In v bistvu, a veš, da lahko Boga zmatraš? Jaz to nisem vedel, dokaj nisem Malahije bral. Jaz sem mislil, da Bog se nikoli ne zmatra. Da laufa tako, ko smo gledali včeraj en film v enem tekaču, sem mislil, Bog se zihar ne zmatra. Boga lahko zmatraš. Ali bi rad Boga zmatral? Ti povem, kako ga zmatraš. Sam začnimo ful jamrati. Začni ful jamrati, koliko se ne splača njemu služiti. Koliko je brez veze hoditi z njim. Koliko je boljš, da si v svojem grehu, koliko da se trudiš pa slediš njemu. In je tako, da doskrat se tako počutimo. Jaz sem si doskrat rekel, ful je bilo, da zjel sem, pa zdaj se pa sam nekaj matram, isto. Človek pa, ki ne hodi z Bogom, mu gre pa ful boljš ka meni. Si kdaj to pomislil? En človek pa poln greha, pa se ima the best, poln je dobre družbe, poln je keša, ful se ima dober. In tako utružaš Boga. Če mu take začneš govoriti, ga lahko hitro zmatraš, čeprav je Bog. In to se je njim zgodilo. Prišli so ven iz suženjstva in tako suženjstvo, Babilon je simbolika tega sveta. Vse, kar je v Stari zavezi, napisano je zato, da se nekaj iz tega naučimo in vsa resnica je vzporedna. Babilon je slika sistema suženjstva tega sveta.
ker si v bistvu sužen, ful moraš delati za nič. Na koncu življenja, ko umreš, vidiš, da si se trudil za nič. Noben na smrtni posli ne reče, škoda, da nisem še več delal. Škoda, da se nisem še bolj preganjal za zaslužkom, ali da bi me ljudje imeli še bolj radi. Ampak človeku večinoma mu je žal, da ni več riskiral. A veste to? Na smrtni posli. To jim je najbolj žal. Kva nisem več riskiral? In jaz verjamem, kdorkoli sliši evangelij, pa ga ne sprejme. Kdorkoli je slišal za Jezusa, pa ga ni sprejel, mu je ful to žal. In dosti ljudi na smrtni posli preda življenje Jezusu in haleluja. Jaz sem že dosti ljudi tako pripeljal k Jezusu. In vam povem, da tudi to je dobro. Tudi to je dobro. Ampak škoda pač, da cel življenje izgubiš. Raj zdaj, ko si še mlad, predaj življenje Jezusu, haleluja. Ko se boš imel the best. In naj vam povem, Bog se ne spreminja. Eno sporočilo v tej knjigi Malahije, Bog se ne spreminja. Na njega lahko računaš. A je tako, v svetu se vse spreminja. Stvari se ful spreminjajo. Recimo, jaz sem se z očetom pogovarjal, ki je bil vodja mesne industrije v Zalogu v Emoni. Je rekel, Klemen, a veš, da to spomni, ker smo se nekaj v štipendijah pogovarjali. Moj sin je dobil štipendijo, hvala Bogu, za en ful drag faks v Ameriki. Ampak jaz sem pač razmišljal, z očetom se pogovarjala, ne, imam je on zrihtal štipendijo, za kva se glih v njegovi firmi dobil štipendijo, ampak nima veze. In pol je rekel, a veš, da to sploh več ne obstaja? To so vse zradirali zemljo, teh zgradb sploh več ni, Klemen. Pa to je bila največja mesna industrija. In cerkev danes, nekaj, kar danes lahko ful računaš na to, ne veš, če bo jutri še. Zato je ful ljudi, ful hiter voucherje izkoristili, ker ne vejo, koliko dolgo bo to res trajalo. A bo to res do konca leta držalo, se bo kaj spremenil prej. In na človeka več ne moreš računati. Ful, v koliko ljudi sem jaz zaupal, ko sem je ful okol prinesel. In tako naprej. Kakšni ljudje pač ne hote, ampak vseeno, ful težko najdeš človeka, da mu res lahko zaupaš. Danes. Ali pa en človek, danes je ful skala, trden, pa ga srečaš čez 3 mesece čist drug človek. Kva se dogaja? Živimo v poslednjih časih, cerkev. In Bog skozi govori, jaz se ne spreminjam, name lahko računaš. A veš, da je Bog že v Malahiji povedal, jaz sem ljubezen, jaz vas ljubim. Bog tem ljudem, ki skozi jamrajo, pa pluvajo proti njemu, pa ko se je generacija ljudi zavrtela okrog, ko so prišli ven iz Babilona, so bili full happy. Oni so cel dan slavili, pa študirali Biblijo, ga žurali z Jezusom, imeli so totalno reformacijo. Nehemija je naredil totalno reformacijo. Ampak mine 100 let, se pravi, ena generacija okoli 40 let, 2 generaciji se obrneta in ta druga generacija je že full mlačna. In to je problem, če si je nekaj verjel, pa se ni zgodil. Pa si nekaj vlagal v Božje kraljestvo in si naletel na nasprotovanja, nisi videl to, kar si točno hotel in pol si rečeš, brez veze je služiti Bogu. Poglej si, kako se zgodovina ponavlja. Mojzes jih pele ven iz Egipta in oni, ki na prvi problem naletijo, si reče, kva si nas sem pripeljal v to puščavo, da umremo. Boljš nam je bilo v Egiptu, ker smo imeli čebulo. Jaz razumem, da je fajn jesti čebulo zraven pleskavic pa čevapčev, jasno. Ampak ne zdaj čebule zamenjati za obljubljeno deželo, amen? Haleluja. Samo zato, ker je malo puščave vmes. In kdorkoli hoče pobožno živeti, to pomeni, pobožno pomeni, da imaš odnos z Bogom. To ne pomeni, da kličiš na koruzi, pa zgledaš ful svet, pa ful trpiš, pa poln si samega sebe, pa svoje religije. Ampak pomeni, da živiš tako, kot Bog hoče. Se pravi, da njemu slediš. Piše, kdorkoli hoče živeti z Bogom, bo preganjan. Zakaj? Ker ti povem, hudič bo vsa polena ti bo vrgel pred noge, kar lahko. Uporabil bo ljudi, ki so ti najbližji, da bi te probal nekako pretresti. In dosti je sam, da začneš jamrati. Jaz vedno, ko jamrati začnem, se zavedam, tole ne bo dobro, haleluja. Tole se ne dobro končalo, haleluja. Če bom še 2 minuti jamril, bo še slabška pred 2 minutami. Če bom 2 dni jamril,
bom rabil osvobojenje. Boste mogli priti roke name polagati, da bom osvobojen. Razumeš, dlje časa, kaj jamraš, večjo luknjo si skopil. Ker Bog ne deluje po jamranju. On deluje po veri, haleluja. To moraš Bogu verjeti, haleluja, da je dober. In to je prva stvar. V Malahiji 1, si imel čas eno Biblijo, Malahija 1, 2, evo, ful hitro se premikamo. Danes gremo čez Malahijo, zdaj smo že v drugi vrstici, haleluja. Koliko časa sem porabil samo? A je kdo štopil? Dajte si na nulo zdaj, ure, dajte na nulo, ker zdaj sem šel v drugi vrstici. Ker če bomo šli tako naprej, pol našel na dopust drug teden. Ok, Malahija 1, 2, zadnja knjiga v Stari zavezi. Poglej si to mega dobro novico. Ljubim vas! Wow, kakšen prerok! Ljubim vas, govori Gospod. Wow, A si predstavljaš, folk ful jamra, ful so nehvaležni, jamrajo čez Boga. On je vse za njih naredil, rešil jih je ven iz suženjstva, dal jim je deželo spet. Oni sam jamrajo čez njega. Ko oni so toliko jamrali, a veste, kaj se pol zgodi, ko začneš jamrati? Začne se ti vse sesuvati. Oni so pol svojim ženam bili možje nezadovoljni. Nekrat so rekli, moram updatati malo svojo ženo, malo se postarala. In pol Izraelke več niso bili dobri, dajmo poganke malo probati. In enkrat so imeli čisto razsuta življenja. In pol te, ki so Bogu služili, so mu neke na pol daritve prinašali. Neki pač minimum, ker si ti mlačen kristjan, ker si ti kristjan samo zato, da ne bi šel v peku, recimo. Ali pa zato, da ustaneš kao zvest Bogu, kao. Kaj boš naredil? Iskal boš, kaj je minimum, kar moram narediti, da bo še sprejemljivo. Etko, jaz sem tako hodil v službo. Koliko je minimum, da bom, ker sem se poštempljal s kartico, koliko je minimum, da bom čim manj energije za to plačo porabil. To je vse narobe, cerkev. In kaj dobiš pol nazaj v take religije? Ja, minimum. Etko. Ja, kolikor seješ, tako boš požel. Dej vse not, pejt all in, haleluja. Z Bogom ne moreš zgubiti, haleluja. Si bomo pol pogledali en ful dober, pač gambling je demon, ampak Bog jim je dal eno varianto, kako z njim gamblant. In si bomo pol to pogledali v 3. poglavju. Edini prostor v Bibliji, kjer jim je dal varianto, ki je rekel, probite me, fantje, preizkušite me v te stvari. In to je res zanimiv cerkev. Jaz upam, da bomo danes prišli do tega, ki namreč v 3. poglavju. Ok, se pravi, niso videli ful božjih obljub, malo so začeli jamrati in Bog pravi, ljubim vas. Haleluja. A lahko reče svojemu sosedu, Bog te ljubi. Povej, komurkoli danes, Bog te ljubi, haleluja. Ben. In jaz, če ne vem, kaj bi komu rekel kdaj, če me kdo karkoli sprašuje glede Boga pa to, pa da res ne vem, kva bi mu rekel, mu rečem, Jezus te ljubi. A veste, da večina ljudi to sploh nikoli ni slišala? Večina ljudi sploh ne ve to. Ker recimo Allah, on te ne ljubi. On je ful zatežen Bog. To je Bog meseca, Bog lune, to je Allah. V islamu vemo to. In on se vedno spreminja. Če bereš njihovo knjigo, on ni tako kot Bog, ki je vedno isto, vedno lahko računaš na njega. Na Allaha ne moreš, ko on je lahko slabe volje in takrat ode ti glava. Odvisno na katero nogo je stal. Ampak Bog on te vedno ljubi. A tudi, če jaz živim ful narobe, tudi, če ful narobe živiš. In to je ful dobro, da veš. Tudi, če si ti ful mlačen, moraš vedeti, tudi, če daješ samo svoj minimum, on te še vedno ljubi. Zakaj? Ker se je on tako odločil. In ti ga ne boš ga premaknil. Ne boš. On te bo ljubil neprestano. A ni to dober cerkev? In ko to veš, boš ful osvobojen,
stresa religije, ko se boš nehal matrati, da bi nekako prišel v en nivo, kjer te bo Bog sprejel. Bog je že odprl svoje roke, prebodel jih je zate. Njega na križu niso oni žebli držali, ampak ljubezen do tebe, haleluja. In vse, kar moraš narediti, je, da mu verjameš. Kako pa najlažje Boga prizadaneš? Začni jamrati čez njega. Bod ful nehvaležen. Ne videti nobenih blagoslovov, ki jih imaš. Glej samo, kaj še nimaš. In ga boš hitro zmatral. On te še vedno ljubi, ampak ne bo mogel, ne hotel, ne bo mogel delovati v tvojem življenju. Jezus v domačem kraju piše, ni mogel, ne da ni hotel, ni mogel narediti velikih čudežev. Uspel mu je par manjših glavobolov zdraviti. Ampak velikih stvari ni mogel. Zakaj? Čudil se je njihovi neveri. Se pravi, namesto da jamreš, začni pač sprejemati to, da te Bog ljubi. In kad ti vidiš, in jaz ti pač ne morem dati Božje ljubezni. To moraš sam sprejeti. Najboljše, da pač se zapreš v sobo, kjerkoli si doma, ali v avto, ali kamorkoli. In reči, Bog, pokaž mi, koliko me ljubiš, haleluja. Hočem spoznati tvojo ljubezen, haleluja. Moram, ali pa odpri Biblijo, odpri Novo zavezo, reči, Bog, pokaž mi, koliko me ljubiš, haleluja. Ker razodetje Božje ljubezni, to je prvo razodetje, na katerem vsa druga lahko pol gradiš gor. Vera deluje kako? Po ljubezni, haleluja. Se pravi, če ti ne veš, da te Bog ljubi, pač boš vse z napačnimi motivi delal, haleluja. Ok, gremo naprej, v Malahiji smo, v prvem poglavju. In zdaj, oni se fajtajo z Bogom. Se pravi, oni Malahiji govorijo, pa kako praviš, da mi nismo ok? Sej hodimo v cerkev, sej delamo daritve Bogu. In oni ga konkretno izzivajo nazaj. In oni pravijo, fante, vi prinašate ful slabe daritve. To, ki je že pohabljeno, pa slepo, take živali prinašate. Vi kruh, nekaj na pol dajete Gospodu, ne naredite tako, kot je on hotel. Vse delate pač podan od podna, minimum, samo toliko, da si nekaj naredil. In poglejte še nekaj, v 6. vrstici. Sin časti očeta in hlapac svojega gospodarja. Če sem torej jaz oče, kje je moja čast? Wow, a ste vi vedeli? Jaz sem včasih mislil, da ko je Jezus učil učence, kako moliti, in jim je rekel, molite takole, Oče naš, ki si v nebesih, sem mislil, wow, Jezus jim je zdaj predstavil čist nov koncept Boga, Bog kot oče. A ni to zanimivo? Ker tega ni v nobeni religiji, cerkev, da je Bog tvoj oče. A ni to fascinantno, haleluja? Se pravi, da Bog ni en sistem. On je vsemogočni Bog, ki samo pihne in celo zemljo premakne. Ne, on je tvoj oče, haleluja. In zanimivo, da je to že v stari zavezi. A ste opazili? On je že tukaj govori, če sem jaz vaš oče, dajte mi čast kot očetu, haleluja. Wow, a ni da best to, haleluja. Že v stari zavezi on bil njihov oče. Jaz se spomnim, ko sem bil ateist in pol naenkrat 5. julija 92 v vasi Žlebič, Jezus pride dol in mi reče, jaz sem živ. Kje si pa ti, Klemen? In to je bila takšna ogromna ljubezen, da sem padel na tla in sem pač se razjokal pred Bogom. In sem rekel, jaz sem zgubljen, jaz sem v temi. Jaz te moram spoznati, Jezus. Samo to sem hotel ga spoznati, ker to sem vedel, on je Bog, on je alfa, omega, on je vse, on je popolna ljubezen. In veste, kaj se je pa zgodilo? Preizkušal sem Boga. In sem rekel, Bog, če si res ti zdaj prišel v moje življenje, pač, ker nisem vedel, ker prejšnji dan sem le veliko žuril in veliko trave pokadil. In sem mislil, mogoče se mi začel mešati. Mogoče vse skup. Bom rabil psihiatra, če bo šlo po tej smeri. Ker zdaj sem kar začel z enim bitjem komunicirati. Ker ga nisem niti videl, niti slišal, sem čutil sem ga. In v bistvu slišal sem ga.
In pa sem rekel, nič, Jezus, če si res ti Bog, prodaj mi tole najdražjo enciklopedijo, ki jo imam, ker jaz sem bil študent ekonomije, ampak med vikendi sem prodajal premike od Janše, ne vem, kdo je toliko star, da se spomni te prve Janševe knjige, premiki. To si z lahkoto prodal, vsaki hiši si lahko prodal, samo to ni bilo velike provizije. Največja je bila pri otroški enciklopediji, ki je bila res ogromna knjiga. In imel sem 3 različne cene, po kateri jo lahko prodam in nikoli jo nisem po najdražji ceni prodal. Pač. Tam je bila največja provizija, ampak vedno si mogel spustiti, ker je bila res draga. Sem rekel, Bog, jaz samo enkrat bom omenil, da imam to knjigo. In v bistvu sem rekel, prišel bom na prva vrata, kam pozvonil, naj kupijo to knjigo, sam ne bom jim povedal, da jo imam. Morajo me vprašati. In pol, ko bom dal ceno, bom dal samo najvišjo, pa morajo takoj kupiti. Če ne pač, pa bom vedel, da si res ti prišel. Pač, to se mi je zdelo nemogoče, ker jaz sem 2 let probal, pa mi ni uspel te knjige prodati po tej ceni. In potem sem prišel na prva vrata, sem pozdravil ljudi in en gospod en sedel zunaj in je rekel, kako je, si kaj žena? Sem rekel, ja. Je rekel, boš spil kozarec vina? Sem rekel, ja. In pol je imel šahtan zraven in sem začel šahirati z njimi, pol je žena prišla. Je rekla, kaj pa dela? Sem rekel, tlaj imam ene stvari, prodajam. In pol je rekla, ja, kaj pa imaš, daj povej. In pol sem rekel, samo za to najdražjo knjigo. Sem rekel, imam to enciklopedijo, stane $9,000 ali koliko je bilo. In to je to. In nič na obroke pa to. Nič na obroke, ker pol je večja provizija. In kaj je rekla ženska? Ja, daj, kupam. Kako je to možno? In pol me je oblila takšna božja ljubezen. In cerko, jaz sem pogledal v oblake gor, sem pogledal in sem rekel, očka moj nebeški. Ali si predstavljate? To razodete, ki mi je Bog rekel, jaz sem vaš oče, sem dobil kot ateist, ker nisem vedel, si mi je zmešal, je res Jezus živ, ker sem pogledal v oblake, sem vedel, to je moj oče. Ali si predstavljaš, to je nemogoče. In v Rimljanih 8 piše, da duh pričuje našemu duhu, Sveti duh pričuje tvojemu duhu, da si Božji otrok. Ko sprejmeš Jezusa, ko predaš življenje Jezusu, bo Sveti duh ti bo pričeval, da si Božji otrok. In cerkev, to je najlepša stvar. Če ne moreš biti, res, če za nobeno stvar ne moreš biti hvaležen v svojem življenju, bo vsak dan hvaležen, da si njegov otrok. Da je on tvoj oče. Amen? Ker naj ti povem, on je ful dober oče. Jaz vem, da eni ljudje so imeli ful slabe izkušnje s svojimi očeti. In težko pa, če razumem to, ker eni ljudje gre res čez veliko agonijo v svojih družinah, ker recimo oče ni to, kar bi mogel biti. Ampak naj ti povem, tvoj oče nebeški je popoln. On te ljubi. On je totalno nesebičen. On ni grob in strog do tebe. On te ljubi, tudi če si ti ful zabluzil. Tukaj vidimo, oni so ful mlačni, ful jamrajo. Kako Bog pride do njih? Prvo sporočilo, ljubim vas. Prvo sporočilo. Šele na tem lahko pol gradimo nekaj. In potem oni se delajo norce iz Boga naprej. In prav, pa kaj je s tabo Malahija? V čem? Kaj smo narobe naredili? A ne vidiš, da smo ful religiozni? In cerkev dosti ljudi. In začneš govoriti o Jezusu in prav, se to že vse poznam. Etko. Saj hodim v cerkev, saj imam sakramente, saj sem. Vse to pozab zdaj. Ti rabiš oseben odnos z Bogom. Amen? In on mi to pravi, če sem jaz oče, haleluja. In pol jim govori vse, kaj narobe delajo. In najprej kako upravljajo daritve Bogu čist narobe, nekaj na pol. In potem jim začne govoriti, kako se ločujejo in svoje žene zapuščajo. In jim govori, Bog sovraži ločitev. Bog, razumeš, Bog, on je Bog zaveze. On se nikoli ne loči od tebe. On je celo rekel Izraelu, če se ti izneveraš, jaz ti ne bom izneveril. Božja beseda pravi, če te tvoje srce obsoja, Bog te ne obsoja. Bog je do konca tebi zvest. On ne bo svoje besede prelomil, tudi če ti svoje prelomiš. Razumeš? In v bistvu tudi, če jo prelomiš, ima on že rešitev zate. Ima že plan B, kako te bo rešil.
Amen? No, te zdaj brcno ven, ker se nisi držal dogovora. On te ljubi brezpogojno in neprestano. Haleluja. Oni so bili nezvesti v 17. vrstici, 2.17, Malahija 2.17, s svojimi besedami utrujete Gospoda in pravite, s čim ga utrujemo. Ker pravite, vsakdo, ki dela hudo, je dober v očeh Gospodovih, takšnih je vesel. Ali, kje neki je Bog pravice? In to je klasičen izgovor ljudi, ki nočejo nič imeti z Bogom. Če bi Bog res bil, pol ne bi bilo krivičnosti na zemlji. Če bi Bog res obstajal, zakaj se pol to krivice dogaja? Ne vem, jaz se to nisem sprašoval. Ko je Jezus prišel v moje življenje, sem bil ful vesel, da se sploh z mano ukvarja. Zakaj? Ker sem cel življenje pluval čez njega, on pa pride dol pa me kliče. Prav, kje si, Klemen? Mene je bilo to fenomenalno. Nisem si rekel, pa Bog, če bi ti res bil. Sicer sem ga preizkušal z uno knjigo, ampak to je bilo bolj zato, da sem vedel, da se meni ne meša, razumete? Ampak ljudje so ga non-stop, če si ti res, in spet ga izzivajo in Bog pravi, utrudili ste me. In zdaj poglejmo rešitev v zadnjem poglavju. V angleških biblijah imamo več poglavij, še pol 4. poglavje, ampak v originalu so samo 3 poglavja. Oni so iz druge tretjine 3. poglavja naredili še 4. Ampak tekst je isti, mi ga imamo vsega v enem poglavju. Poglejmo si v prvi 3.1 in s tem poglavjem bomo končali. Glejte, pošiljam svojega angela, da pripravi pot pred menoj in takoj bo stopil v svoje svetišče, Gospod, ki ga iščete, angel zaveze, ki po njem hrepenite. Glejte, prihaja Gospod nad vojskami. Toda kdo bo mogel prinesti dan njegovega prihoda? Kdo bo obstal, ko se pokaže? Se pravi, če si bral v Novi zavezi, apostol Pavel v 2. Timoteja, 3. poglavju, opisuje mlademu pastorju, njegovemu protežeju Timoteju, ki ga je vzgajal za pastorja, mu razlaga, kakšni bodo ljudje v poslednjih časih. In mogoče daj David pejt na 2. Timoteja 3.1, samo da prosim. In cerkev, on to govori Timoteju, kakšni bojo ljudje v njegovi cerkvi. Haleluja. Jaz sem dostikrat mislil, da to govori pač kakšni bojo ljudje v svetu, mi pa, ko poznamo Jeusa, se nas pa to ne tiče. Ne biti prevaran. Isti duh, ki je v tem svetu, bo tudi tebe hotel prevarati, da postaneš mlačen, da se začneš lagati, da začneš krasti, da boš prevaril svojo ženo ali moža in tako naprej. Isti duh, ki je v svetu, hoče pridati v tvoje življenje. Zato sem v ful upri. Če vsi nekaj narobe delajo, ne pomeni, da daj še ti. Bo ti drugačen, haleluja. Jaz sem do zdaj srečal ene par odvetnikov, ki so mi pomagali, ampak slišal sem, da že na faksu jih učijo, da je prav, da lažejo, če je to dobro za njihovo stranko. Jaz, če bi odvetnik, bi si na vizitko napisal, jaz ne bom lagal, haleluja. Pa pač ne me najame, kdor hoče. Ampak dober je, da si drugačen, haleluja. Bod pravičen, haleluja. Ne reč, ne splača se. Če se bom zlagal, bom lažje napredoval v službi. Pol je bož, da ne napreduješ in te bo Bog napredoval. Razumeš? A ti zaupaš Bogu? Ne to vprašam, a res zaupaš Bogu? To je ful težko vprašanje. Ni treba rok dvigati, ker to je po moje najtežja stvar na zemlji, zaupati Bogu. Zato, ker cela zemlja ti govori proti temu. Vse tvoje okoliščine ti govorijo, da se ne splača zaupati Bogu. Vse, karkoli doživljaš na tem svetu, je podpadlo na prekleto naravo, ki govori kontra Božji besedi. In zdaj ti priješ in rečeš, jaz zaupam Bogu, haleluja. Haleluja. Ne bom vzel novega kredita, bom zaupal Bogu, haleluja. Jaz sem glih svojemu kolegu tukaj razlagal, na enem skupnem kolegu,
ki je bil ful pretepač, ampak Bog je tega človeka recimo uporabil, da je mene finančno blagoslovil. Ker se nikoli ne bi mislil. Ampak zato sem mogel zaupati Bogu, pa upoštevati njegova navodila. Pa iti tja, kamor mi je Bog rekel, naj grem. Ne tja, kamor sem jaz mislil, ne da sem poklical nekoga, ki sem vedel, da mi lahko pomaga. Razumeš? Rajš zaupil Boga v poslednjih časih. In v 2. Timoteja 3:1 govori, v poslednjih časih bojo ljudje, postanejo nevarni časi. In ne vam povem, ta beseda nevarni je ista beseda, kakor je uporabljena za unga človeka, ki je bil ful z demoni obseden, ki ga je Jezus osvobodil in je postal prvi evangelist v Svetem pismu, ki se je okrog grobov potikal in je Jezus ful demonov iz njega izgnal in pol ga je poslal kot prvega evangelista govoriti o Jezu. In to je ista beseda, demonijak. Pridejo demonski časi. Sprav, in kakšni so te časi? Dajmo naslednjo vrstico. Ljudje bodo samoljubni, lakomni, širokousti, prevzetni, upravljivi, roditeljem nepokorni, nehvaležni, nesveti. Mislim, če to ne opisuje ljudi danes, haleluja. Mi smo delali vsak teden ankete na ulicah, na Čopovi ulici in smo sprašvali ljudi, verjameš, 5 vprašanj smo imeli, verjameš v Boga? Ja, ne. Ogromno ljudi tak sploh ne verjame v Boga. In pol te, ki verjamejo, spet nobenega odnosa z Bogom. Samo ena religija. Cerko, to so ful nevarni časi. Zakaj? Ker nekaj se ti zgodi, ker ti zavržeš odnos z Bogom. Kaj se ti zgodi? Rataš brezsrčen, nespravljiv, obrekljiv, neizmeren, surov, nedobroljuben. Zakaj? Ker je brez veze biti zvest, če ni Boga. Razumeš, če je moja teta gorila, pa moj stric šimpanz, pa čisto en, kako se obnašam. Daj mi pol en razlog, da bom trpel, pa bil zvest, če so vsi okoli mene nezvesti. Haleluja. Razumeš, ko daš Boga stran, ko daš stran odnos z Bogom, pa rataš mlačen kristjan, delaš samo nekaj na pol in ne ti povem, nikoli ne boš ustal na tem nivoju. Nikoli. Vedno bo šlo še na slabše. Ti ne moreš biti, daj 5. vrstico, 2. Timoteja 3:5. Sicer hranijo podobo pobožnosti, njeno moč pa so zatajili in teh se izogibaj. Se pravi, ljudje, ki postanejo mlačni, ohranijo eno podobo pobožnosti, se pravi, zgledaš, da si kristjan. Ampak noter pa sam glumiš. In kaj si se zavrgel, si Božjo moč. Haleluja. Cerko, kolikrat se meni to zgodi, ne povem, jaz ne pridigam proti nobenemu. Če bi proti komu, bi proti sebi pridigal. Ko pridem slaviti Boga in si včasih mislim, ma ja, kva delam? Se nam sploh splača toliko z Jezusom ukvarjati. Ko včasih ni rezultatov, cerko. Pa molim, za koga pa umre. Jaz sem večinoma govorim, ko sem molil, jaz sem videl že vsak čudež. Videl sem kripla, slep ga spregledati, gluh ga slišati. Ne, vse živo sem že videl. Rak, takole zginiti v zadnjem štadiju. Videl sem, ne vem, ogromno čudežev. Strgane mišice se skupaj sestavljajo, zobe zrastejo v eni sekundi. Ampak cerko, videl sem pa človeka starega, manj kot jaz zdaj, ko sem molil, pa je verjel Bogu, pa jaz sem verjel, pa je umrl. Pa sem pol na njegovem pogrebu govoril. In pol sem videl, ko sem verjel Bogu, pa ful investiral, pa se zakreditiral, pa mi ni uspelo, recimo. In pol si rečeš, kaj je to? In razumete, in pol prideš v slavljenje in tle dviguješ roke, slaviš Boga, ampak razmišljaš pa samo, a to res deluje. In pa prideš v tako fazo. In kaj je to? To je podoba pobožnosti brez Božje moči. In to je ful nevaren. In pol sam še stvari upravljaš iz tedna v teden, da bi zadovoljil neko religiozno potrebo, namesto da bi vsem srcem se predal Bogu. In pustil njega not, da je on tvoj gospodar. Haleluja.
In pol te Bog prevzame, haleluja. On te hoče pa osvoboditi. Če pa Bogu zaupaš, dajmo si pogledati, kaj se zgodi. Gremo nazaj v Malahijo. In zdaj, on jim pravi, lejte, fante, vi govorite, krivični uspeva. In to je res, to je danes res. Etko, Cerkev, a si predstavljate, da je politik ali pa nekdo, ki je vladar, lahko samo, če je krotek, ponižen pa zvest. To je karakter teh, ki vladajo v nebeškem kraljestvu. To smo si prejšnji teden pogledali. A si predstavljate, da bi za vsakega, ki nekaj velja, pa ki je uspešen, pa podjeten, ali pa na političnem, ali pa ekonomskem področju, da karakteristika tega človeka je, da je ful zvest človek, da je ful krotek in ful ponižen. To ne obstaja, je tako. Zakaj? Ker živimo v poslednjih časih. V bistvu, sploh, enkrat je en najbolj bogatih ljudi prišel v krščanski center. In pa se je spreobrnil, zapiske si delal, ko sem pridigel. In se je rekel, kva delaš s tem? Prav, vse direktorje, ki jih imam, učim to, kar ti učiš v cerkvi. In pa je rekel, Klemen, mi moramo ustanoviti svojo stranko. To je edina rešitev, ker vse je skorumpiran. Se je rekel, ok, počas, najprej pej čez to knjigo učeništvo, ki imamo. Mi imamo 48 lekcij, lahko si brezplačno downloadaš na sprem.si. Postani EOS učenec najprej, sem rekel. Ker kaj se ti bo zgodilo? Isti boš postal konih, če ne bo tvoj karakter izgrajen najprej. In kaj se mu je zgodilo? Nič od nič. Pridružil se eni stranki in ne en sploh, če verjameš v Jezusa, res. Pač to je žalostno. Cerkev nas bo rešil samo oseben odnos z Bogom. Haleluja. In danes si poglejmo in zaključimo v temle 3. poglavju. Oni govorijo, kako da krivični uspejo. Človek, ki dela vse narobe, mu gre najboljš. Človek, ki ful krade, nas zdaj vod. In tako naprej, in tako naprej. In oni prav, fante, pride sodba. Okay, ne pozabiti, pride sodba. Okay. In tukaj jim prav, pride Gospodov dan. Lej. Vsi lažnivci, vsi strahopetci, začne strahopetci. In ko si ti zvezan strahom, pol padeš v kjerkoli greh. Pol si zlahka plen sovražnika. Prav, lej, konc bo, vsi. In ko ti vidiš, da kakšen grozen konc čaka nekoga, ki ne živi z Bogom, pol ti je žal za ljudi, ki ne živijo prav. Jaz ne morem sovražiti ljudi, ki mene sovražijo, pa delajo proti meni. Jaz jih ne morem sovražiti. Jaz ljudi, ki ful narobe živijo, ne morem jih sovražiti. Zakaj? Ker mi je žal za njih. Ker vem, da pride dan Božje sodbe. Haleluja. In ne bo fajn. Edina rešitev ti je odnos z Bogom. Poglej si tukaj, v 3. vrstici, se pravi Malahija 3:3. Sedel bo kakor topilec in čistilec srebra, očistil bo Levijeve sinove, kakor srebro in zlato jih bo prečistil in darovali bodo Gospodu daritev v pravičnosti. Se pravi, tukaj govori, da bo prišel Božji ogenj in bo najprej prečistil svoje ljudstvo, ker duhovnik je vsak, kdo je sprejel Jezusa v novi zavezi. V stari zavezi je bila to elitna skupina ljudi, v novi vsak, kdo sprejme Jezusa, postane njegov duhovnik. Okay? Zato je samo en oče nad nami. Zato je Jezus rekel, ne nobenemu človeku govori, da je on tvoj oče. Govorimo zdaj v duhovnih terminih, ne v naravnih. Se pravi, noben človek ni nad drugim človekom. Vsi smo bratje in sestre med sabo. In v novi zavezi prav smo duhovniki in kralji od Boga. In zdaj tukaj on pravi, da nas bo prečistil, da bomo taki konj. In veste, kaj se zgodi? Tale model, kot srebro, ki čisto srebro, v bistvu za zlato vemo, gre v ogenj in vse smeti, ko daš zlato ogenj, vse smeti pride ven in jih dol postrgajo in gre spet ogenj. Zato imaš 24-karatno zlato, ki je več vredno, ki manj, več karatno, ki je, več je šlo čez ogenj, več smeti je šlo ven, bolj čisto zlato ven dobiš. In apostol Peter pravi, preizkušnja vaše vere vas naredi, da ste bolj čisti kot zlato. Se pravi, ko je tvoja vera na preizkušnji, pa ti ne padeš, pa si naredil,
Smeti so šle ven, ti si zrastel. Okay? Se pravi, vsakič, ko ti preizkušnji rečeš ne, Jakob, po drugi strani pravi, dobiš venac zmage. Razumeš? Recimo, nekdo te napade in ti ga nisi nazaj napadel. Nekdo ful slabo o tebi govori, ti govoriš dobro v njemu naprej. Razumeš? Za vsak tak korak boš nagrajen. Vsako tako stvar si postal bolj prečiščen. Ti si bolj kot zlato očiščeno ognju. Kaj pa naredi tako srebro čist? Ne vam to povem. Tipka čist srebro, ga pa toliko dolg, glanca pa čist, da sebe not vidi v srebru. In pol on, ko svojo podobo v tem srebru vidi, ok, srebro je čisto. In to Bog naredi. Kaj naredi? On sebe vidi v tebi. Amen. In pol on vidi Borisa in Boris tam že 10. človeku je hotel prodati zavarovanje za hišo, pa on ga je na hrulu preklel. On rekel, noč, mir vam bodi, blagoslov vašo hišo in Bog pravi, evo, haleluja, vidim Evsa v Borisu, haleluja. Haleluja. Boris, prvi dan, ko sem imel zavarovanje, ko mi je začel delovati, mi je boiler crknil, pa punjava od bazena mi je preluknil. Sem rekel, Boris, oparjamem to, bom dobil nazaj. Rekel, raje še malo počaka, ker je preveč sumljivo. Ampak je resnično. Ampak, pač boiler sem sam popravil, kačem. Punjavo sem zalepil z duct tapom. ker mi je vseeno, haleluja. Ampak, ko ti prav odreagiraš, vedno, zato jaz rekel, če te kdo udar po enem licu, nastavimo drugo. Zakaj? Ker te več ne bo mogel udariti. Ko bo zgubil želo, jeze. Razumeš? Probi kdaj to, ko te bo kdo na hrulu, se mu zahvali reči, ej, najlepša hvala. Ful hvala za tvojo odkritost. Ful malo ljudi do nas odkritih. Večina ljudi si samo za mojim hrbtom slabo mislil. Hvala, da si mi v obraz povedal, kaj si misliš. Si vse, če se strinjaš ali ne. Najti nekaj dobrega, haleluja. Jaz sem enkrat to probal. In potem je človek čist kesov. To je bilo nekje v Interšparu. Človek me je ful napadal, se ko je ful ti hvala. Res cena tvojo odkritost. Hvala ti za tvoj pogum. Rekel, ne, ti meni vpust. Ker zihar je vse samo ene lažne govorice, ki jih zdaj blebetam naprej. Rekel, imaš prav, ampak vse, da je hvala, da si mi povedal. Haleluja, in sva spet frenda ratala. Razumeš, z dobrim premaguj hudo. Jezus hoče sebe videti v tebi, haleluja. In pač povabi Jezus, amen. On je rekel, da bo to, ni rekel, da boste vi to sami naredili. Jezus je v bistvu obljubil, v Janezu 15:5 je rekel, brez mene ne morete narediti ničesar. Amen. Kar je v bistvu super, ker to pomeni, da z njim lahko naredimo vse. Amen. Ok, gremo naprej in jih malo bom končal. In on je prav, spet, fante, ko vas bom prečistil prav v poslednjih časih, in to je delo Svetega Duha. On pride v nas, mi 100-krat se že razlomo rečemo, ne gre mi, ne bo mi ratal. In potem se spet zaljubiš v Jezusa. Spet ga povabiš, on umehča tvoje srce, on pride v tvoje življenje, izpolnjen si Svetim Duhom in naenkrat si bolj prečiščen kot zlato. In potem tukaj prav, spet bojo vaše daritve ta prave. In to je the best, kad ti z vsem srcem prideš slaviti Boga. In pol vse, kar delaš, ne delaš več za človeka. Začneš delati za Boga. Haleluja. Se pravi, ko Robi igra bobne, mu lahko, ne vem, njegovi frendi rečejo, lej, mislim, včasih si tam bil ful slaven, nek DJ, zdaj pa tle noben te ne opaz, pa ful svoj čas žrtvuješ, pa tle bobne špilaš, pa vse neki moraš še spod popravljati, ker ti otroci uničujejo in tako naprej. Koliko si pa ti plačan za to? In Robi prav, plačan, jaz še denar sem nosim. In kaj je to, cirku? Kaj, to je čista daritev. Amen. To je daritev, ko priješ za Boga to delati. Haleluja. Če bi Robi, parafraziram, dobil, ne vem, 500 evrov, da pride
ne vem, 5-krat, 6-krat na teden ali na mesec špilat bobne, pol je že dobil svoje plačilo. Tako. Ampak ko on pride špilat, pa mu nobene plača, mislim, da v Janezovo evangeliju je sprav, blagor vam, kadar delate dobro v tem, kar vam ne morejo povrniti, ker vaše plačilo bo ob prvem ustajenju. Sprav, ti boš večno žel nagrade za vsako stvar, ki si jo pravilno daroval Bogu. To, ko si naredil na pol neki, to bo vse zgorelo. To ne bo prišlo pred Boga. Ampak, ko nekaj narediš vsem srcem, haleluja. In ko nekaj narediš ne zato, da bi ljudem ugajal, ampak Bogu, to boš nagrajen, haleluja. Zato je the best, kadar te noben ne vidi, pa si nekaj dobrega naredil. Ko ti garantiram, Bog te je videl, haleluja. In tukaj naprej prej je govoril, koliko so ga utrudili z jamranjem, ampak potem, ko jih pa on začne čistiti, pa najprej vidimo, da začnejo prinašati prave daritve Bogu. Naenkrat Bog lahko sprejme njihove daritve in zdaj še njihove finance se spremenijo. Ker nekaj se zgodi, ko ti začneš v greh padati, ko začneš v mlačnost padati, ti hudič laži krade tvoj mir, tvoje zdravje, tvoj denar, tvoje odnose in vse skupaj. Vse skupaj eno matranje. Ko se pa začneš vračati Bogu, pa on vse to spremeni. In tukaj jim prav spet, kradete Bogu. In on prav, čem, kva mu krademo? Kradete mu denar, prineste mu vso desetino v njegovo hišo. Ne mu dati nek drobiž, samo toliko, da si nekaj dal. Daj Bogu prineste prvino svoje desetine. In pol naprej jim prav, prinesite vso desetino v zaklanico, da bo zaloga v moji hiši in preizkusite me s tem. To je edinič v Svetem pismu, da Bog prav preizkus me. Jaz sem prejšnji teden molil za eno osebo, rekel, lej, ful zgubljam to, zgubljam tisto, mol za me. Najprej sem ga vprašal, a daješ desetino vsega, kar ti pride v Božjo hišo. Tam, kjer je tvoja cerkev, kjer se hraniš. Ker cerkev, to je, jaz ti povem, desetina je rešitev za vsak finančni problem. Jaz, ko mi je šlo finančno slabo, sem samo začel analizo svojih financ delati in dajem desetino v Božjo hišo in ne vem, v pol leta sem v vsake krize vam prišel. Ker to ni stara zaveza. To je čez celo Biblijo, Bog se ne spreminja. V bistvu v novi zavezi še toliko bolj, haleluja, ker vse je od njega, haleluja. V stari je bila samo desetina od njega, v novi je vse od njega. In razlika je, kako daš, a daš iz srcem, a daš za Boga, ali jamraš. In večina ljudi, ki ne daje desetine, imajo problem s pohlepom. In to je problem, ker pohlep te bo uničil. Zato je Bog že Adamu rekel, eno drevo je moje, pusta en drevo. Abraham je dal desetino, prej ne bil Mojzes. Razumete, v novi zavezi spet govori o tem. Zakaj? Ker Bog noče, da je denar tvoj Bog. Bog noče to. Ker Jezus je rekel, ne more služiti Bogu in denarju, haleluja. Jaz vem, da če imaš neko slabo navado, boš težko razvil, ampak začni nekje začni. Naredi majhne korake. Jezus je edino, Bog je edino tukaj rekel, preizkus me v tej eni stvari. Preizkus Boga. To je edini gambling, ki je dovoljen v Božji besedi. Daj Bogu, haleluja. Haleluja. In kaj se bo zgodilo? Pohlep bo zlomljen, haleluja. Ker je pohlep zlomljen na tabo. Jaz ti povem, ti si ful blagoslovljen. Ti se sploh ne zavedaš. Ti vse, karkoli se dotakneš, ti more uspeti. To je blagoslov. Bog je rekel, česar ko se tvoja roka dotakne, bo imel uspeh. Kamor ko stopi tvoja noga, to je tvoj teritorij. Haleluja. Jaz sem tako recimo prišel do parcele nadnaravno in tako naprej. In pol še do ene parcele, isto, Bog mi je rekel, hodi po tej zemlji, to je tvoje. In pol mi je dal strategijo, kako dobiti brez denarja to parcelo. Ampak pol, ko sem preveč delal po svoje, sem pa izgubil par stvari. Zato vem, kako je, ko imaš in kako je, ko nimaš.
Vem, kako je, ko se zapufaš in si samih problemih. In misliš, da boš super milijonar čez noč. In to nikoli ne deluje cerkev. Ampak je korak po korak poslušnost Bogu. Haleluja. Vsak korak si poslušan Bogu. In ko daješ desetino, govoriš, da je on tvoj gospodar. Če ne daješ, pol mu ne zaupaš. Ne ti povem. Pol mu ne zaupaš. Zakaj? Ker tukaj pogled, kaj je naprej prav. Prinesite vso zaklanico, da bo zaloga v moji hiši in preizkusite me s tem, govori Gospod nad voskami, če vam tedaj ne odprem zapornic neba in ne izlijem na vas blagoslova do preobilja. Se pravi, in tukaj je ista beseda, kakor je rekel Noetu, da ne zgradi barko, ki se bo usul zdaj. Ful se bo, dež se bo usul. In isto besedo on tle uporab za finance, da se bojo finance usule, ko poplava v Noetovih časih, če v te stvari preizkusaš Boga. Haleluja. Amen. Jaz ne vem, niti treba, ker si v novi zavezi, tebi ni treba, da desetine. Treba, lahko mu daš samo en drubiš. Sigurno, ne boš preklet. Tukaj prav, da si preklet zaradi tega. Ampak Jezus je plačal prekletstvo. Tako da ti ne boš preklet. Jaz ti garantiram, če ne daješ desetine, si še vedno blagoslovljen. Tako da sprosti, zadihi normalno. Nisi preklet. Okay? Ampak zakaj ne bi preizkusil Boga na financah? Lahko pa preizkusiš, pa vidiš, če to res deluje. A bo kaj drugače, če boš dajal desetino? Haleluja. Jaz verjamem, da bo. Haleluja. Ko verjamem, da Božja beseda deluje. Ampak problem stare pa nove zaveze je to, v stari zavezi si bil preklet, v novi nisi preklet, ampak si pustil hudiču, da ti krade. Ne more Bog delati v tvojem življenju, ampak delaš ti in potem se kaj zgodi? Stres, utrujenost. Božji blagoslov pa bogati in ne pridane bolečin, piše. Ko se pa sam ženeš, ti pa ful bolečin, bogatstvo še prizadane. Zato sem jaz sovražil denar. Preden sem prišel v Hevsu. Moj oče je bil ekonomist. Jaz sem študiral ekonomijo. In se mi je čist zagnusal vse skupaj. In potem sem videl svojega strica, kako je čez noč, skoraj dobesedno, čez noč postal milijonar. In naenkrat je bil nad vso familijo. Naenkrat je bil on, njegov karakter se je spremenil. In videl sem, kako denar pokvari ljudi, ker sploh ni res. Denar ne pokvari ljudi, ampak ljubezen do denarja pokvari ljudi. Denar prevzame tvojo identiteto. Zato desetina ima funkcijo, da zlom pohleb denarja nad tvojim življenjem. Haleluja. In drugič, Bog uničuje sovražnika namesto tebe. Zadržal bom požiralca, da vam ne pokonča sadu zemlje. In tudi trta na polju ne bo jalova, govori Gospod nad voskami. In vsi narodi vas bodo blagorovali, ker boste dežela ugoda, govori Gospod nad voskami. Sploh to je edina stvar, v kateri je Bog rekel, preizkuste me. Haleluja. In jaz recimo osebno vedno dajem 10% krščanski center, ampak zraven prav pa prineste še daritev. Daritev, ker desetina ni moja od Boga, to mu jo vrnem. Ampak daritev je pa čez, kar investiraš v druge ljudi, stvari, dobre projekte in tako naprej. In vedno daj tja, kjer je dober rezultat. Ne dati tja, kjer je ful potrebe in ful ljudje jamrajo. Ker vprašanje, če je to res dobro. Vprašanje, haleluja. Vedno posej seme tja, kjer je dobra zemlja. Dobra zemlja je tam, kjer Božje kraljestvo napreduje. Kjer ljudje nekaj naredijo s tem, se nekaj dobrega zgodi kot rezultat tvoje investicije. Haleluja. Amen? Haleluja. Pričakoval sem malo boljši odgovor, ampak nima veze. Včasih dobro, da nič ne reagirate, pa rajš beseda deluje. Vse, kar pridigam, pa je sam v Božjo besedo. Sam študiri. Jaz sem si eno celo Biblijo, samo zato, ker vam zdaj govorim, sem samo čez finance šel, čez celo Biblijo. Ker nisem mogel verjeti, koliko je tega. In sem res, takrat sem izredno hitro prosperiral v tistem času. In sem začel najprej v teh stvarih preizkušati Boga. Zakaj? Ker sem sovražil denar, razumete? In pol, ker sem videl, da je to orodje, ki ga Bog uporablja, ker v svetu
Imaš denar zato, da si neodvisen. Zato, da si lahko vse privoščiš. Zato, da si sam svoj gospodar. Da ti nobenega ni treba poslušati. To je čisto narobe. V Božjem kraljestvu imaš pa denar kot rezultat zaupanja v Boga. In je čisto druga vrsta prosperitete, ker si prosperiral ne zato, da boš zdaj to zakopil na svoj bančni račun, ampak da čim več ljudi lahko blagosloviš. Da Bog čez tebe lahko druge blagoslavlja in v tem je pa največja sreča. In jaz rekel, ful je boljš dajati kot sprejemati. Ne te povem, v poslednjih časih Bog išče ljudi, ki jim lahko zaupa. Res, ful to verjamem. Bog hoče imeti ljudi, ki so bili Jožef v Egiptu, ki je bila ful lakota in je cel narod rešil. In še druge narode. Bog išče ljudi, ki štekajo zavezo z Bogom, haleluja. Ki štekajo, jaz sem njegov duhovnik, jaz sem Božji človek. Bog, jaz imam zavezo s tabo, haleluja. Jaz bom ostal zvest. Karkoli mi boš dal, haleluja, lahko računaš name. Ne bo šlo v zemljo brez veze, haleluja. Lahko računaš name, haleluja. Da če me blagoslavljaš, bom jaz blagoslovil, haleluja. To Bog išče. In pol zaključ s tem, da v 16. vrstici, 3.16, tako kot je Janez 3.16, poglejmo še Malahija 3.16 in bomo s tem zaključili. Tedaj so govorili tisti, ki se bojijo Gospoda vsak svojim bližnjim, Gospod je prisluhnil in slišal, pred njim pa je bila napisana spominska knjiga za tiste, ki se bojijo Gospoda in spoštujejo njegovo ime. In tukaj beseda strah, ne vam povem, je nič drugega kot spoštovanje. Da daš čast nekomu, ne da se bojiš. Se pravi, Bogu je toliko the best, ko slaviš pa častiš njegovo ime, da se knjiga piše zraven. Bogu je toliko the best, ko ga ti slaviš. Ti ne moreš bolj razveseliti Boga, kakor da ga slaviš, ko nimaš razloga, da bi ga slavil. Ko si rečeš, 10 stvari se zdaj spomnim, ko bi lahko jamral, ampak bom raje sam slavil Jevsa. In pol dvigneš roke in rečeš, hvala ti Jevs, ti si toliko dober. Ti si full the best, haleluja. Zraven pa skozi razmišljaš, kva vse ti gre narobe. Ampak ne rečeš tega, ampak rečeš, ti si the best Jezus, haleluja. Razumeš, da bo on za vse drugo poskrbel, haleluja. On bo vse naredil za te, razumeš, zakaj? Ker si njega dal v akcijo. Namesto da si jamral, si dal Boga v akcijo, haleluja. Amen, je kdo pripravljen dati Boga v akcijo? Dajmo ga v akcijo, haleluja. Bodimo mu poslušni, darujmo vsem srcem vse, kar delamo za Boga. Zdaj ne govorim o financah, govorim o celem tvojem življenju. Vse, kar deli vsem srcem. Če si poročen, ljubi svojo ženo vsem srcem. Svojega moža, začni ga ljubiti vsem srcem. Ko hodiš v službo, deli za Boga, ne za ljudi. In kaj bo razlika, ne boš toliko švicu. Ker Bog te ljubi, tudi če boš slabo delal. In to je dobro. To pomeni sproci, sproci. Verjem, da ti bo Bog dal posel, ko ga rabiš. Amen? Verjem, da lahko s 3-krat manj dela, 3-krat več narediš. A je tako, koliko mi delamo, pa ne rodi sadu. Veliko stvari, cerkev, bi nam bilo lahko prišparenih, če bi pustili Bogu, da nas vodi. In pa se odloči, da boš dal 10 tam, kjer je tvoja cerkev. Haleluja. Mogoče ti to preveč, začni z manj. Ampak nekaj začni dajati Bogu, ampak daj to vsem srcem in z veseljem. Haleluja. Amen. Hvala vsem, ki ste bili tukaj, ki poslušate Božjo besedo. Bodite blagosloveni, uživite z Jevsom. Amen. Bodite luč v temi. Amen. Kdorkoli, če še rabaš molitev, si dobrodošli naprej. Medtem, ko Tanja igra električno kitaro ali pa Carol na klaviru. Haleluja. Mladi in vse mlade. Danes po obali malce više in malce nižje raziskujemo, kje bomo letos izvedli tale naš youth camp oziroma camp za mlade. In tukaj smo našli kar nekaj zanimivega, ki bi vas mogoče pripeljali.
Čaute!